Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Družina pred izzivi časa. Moja gosta sta družinska terapevta Mihaela in Jernej Kovač. Danes bomo spregovorili o temi o zasvojenosti s hrano. Govorili bomo na splošno o zasvojenosti, vendar se bomo pa dotaknili najbolj, kaj je to zasvojenost s hrano. Sprehodili smo se z našo kamero po ulicah Maribora in spraševali, kaj je to motnja hranjenja. Kaj mislite o motnjah hranjenja? Ja, v bistvu tega vedno več. Na eni strani smo bolj močni, na drugi strani se pojavljajo vedno več, sploh pri puncah je to vidno, bulimičnih suhih, skratka preveč suhih, ne. Mislim, da je to zelo huda bolezen, ki v večini prizadene ženske. Mislim pa, da pač bolezen je huda, ampak s strokovno pomočjo se da to tudi pozdraviti. Mislim, da je to za današnji čas že precej razširjen problem, ki pa je predvsem posledica vpliva javnosti in pač tega ideala vitkosti. Motnje hranjenja, to je danes veliki problem, ne? Zaradi tega, ker smo vsi po službah cele dneve, pol pa ješ malo po gostilnah, malo doma, nekaj tudi hitra hrana, ne? Tudi problem je tudi zaradi tega, ker se ne družimo doma toliko, ker nas ni toliko doma, ne? To je vse problem glede današnjega časa, ne? Motnje hranjenja, kaj te vem. Vsak človek naj je tisto, kar mu najbolj odgovarja, pa paše. Ja, to je zelo prisotno, mislim pa, ker se pojavlja v šolah, naprimer, otroci med seboj gledajo na tisto popolnost, posebej pa začne ta mobbing, pa otroci začnejo hrano odklanjati na vse možne načine in grozno se mi to zdi, ker to še pripelje do večjih problemov, otroci, kaj jaz vem, bolnica in to v bistvu so neozdravljive zadeve, psiha zboli telo, ne, tako da. Da imajo predvsem ženske, ki imajo to težavo, predolgo čakalno dobo za zdravljenje. Motnje hranjenja ima človek samo tisti, ker ni stabiliziran. Mislim, da je to kar pogost problem danes, ne, predvsem pri mladih dekletih, kar poznam nekaj primerov, ki imajo probleme s tem, tako da mislim, da bi mogli angažirati kar nekaj psihoterapeutov, po mojem kar zaposliti v kakšni srednji šoli, ker to je mislim kar problem sodobne družbe, ne. Po moje samo propaganda, pa mediji, pa kriva vjera. Tak. Slišali smo lahko, da se ljudje zelo dobro zavedajo zasvojenosti s hrano oziroma motnje hranjenja. Vendar pa, preden stopimo v to temo, pa bi nam prosim, če povesta nekaj nasplošno, kaj je to sploh zasvojenost? Tako kot je sama beseda pove, ne, zasvojenost dobesedno posrka oziroma ti onemogoči eno normalno funkcioniranje, delovanje na vseh tvojih področjih mišljenja, čutenja in vedenja. In čisto hoče mogoče malo po enih točkah, kakorkoli, da je eno strukturo, kako to zgleda, ne. Tista oseba, ki je zasvojena, ta dobesedno ga žene oziroma dobesedno ga poganja v ta krog, v ta začarani krog. In večkrat nima izbire in ima občutek, da se ne more več ustaviti, ampak ga dobesedno potisne to, ne. In to ne glede na to, ne glede na posledice fizične ali psihične, se pravi fizične, včasih tudi, naprimer, če govorimo o zasvojenosti z alkoholom, da ti propada zdravje, psihične, da vidi, da si vedno v enem strahu, vedno v eni grozi, ne. Medosebne, se pravi, da trpi odnos v službi med sodelavci, da trpi odnos med ženo in med možem in odnos med otroci in med starši. Ta oseba, če je zasvojena, bo kljub temu nadaljevala z temi aktivnostmi, ne. In druga ena taka stvar je toleranca. Ta oseba bo vedno več teh aktivnosti potrebovala,
da bo lahko dosegla tisti učinek, kot ga je prej. Ne? To je zelo očitno pri alkoholiku. Vedno več mora spiti, da doživi tisto razrešitev teh bolečin, ki jih utaplja v alkoholu. Najhujše pri vseh teh zasvojenostih pa je to, da je to en način soočanja z svojimi bolečinami, težavami, stiskami. In dejansko to dobimo en model, kako se lahko z njimi soočimo in nam pride v našo podzavest. In poleg tega, da trpi našo psiha, je večkrat tudi naše telo prizadeto. Ne? In ko se še tej psihični odvisnosti pridruži tudi telesna odvisnost, takrat smo primerni, kako bi se temu izrazil, za zdravljenje oziroma za eno hospitalizacijo, kjer te nekdo mora potegniti izven tega ven. Redki so primeri, ki se lahko sami razrešijo iz teh zasvojenosti. Ne. Se pravi, zasvojite absolutno tvoj način mišljenja, vedenja, čutenja na vseh področjih in se vse vrti samo okrog tega. Ne. In dalj časa, ko si notri v tej zasvojenosti in težje prideš ven, ker ta alkohol te prepreči, oziroma te alkohol ali kakršnokoli druga zasvojenost ti omogoči, da se ne soočiš z temi bolečimi občutji, ampak zjutraj, ko se pozbudiš, ko se nekako strezniš, ko prideš to abstinenčno križo, zopet čim prej rabiš to dozo, tako po domače rečeno, ne, da lahko zbežiš pred temi občutji, ampak vedno bolj globoko, vedno bolj grozna so ta občutja. Ne. In tako se ta začarani krog pri vseh različnih zasvojenostih ponavlja. Ja, bi tudi se strinjala z Jernejem, dejansko zasvojenost pride takrat, ko jaz čutim v sebi, imam en manko v sebi, čutim eno praznino v sebi, me je strah, me kaj prizadene, sem v stiski, recimo, ker ne vem, kaj bi naredila, se krivo počutim. In ko dejansko s temi čutenji se jaz ne znam nekako soočiti, se preveč bojim, je preveč težko, nekako mi pomaga na začetku, se vsaka zasvojenost prične s tem, da se v bistvu ta čutenja nekako omilijo, se jaz sprostim, pa naj bo to zasvojenost od odnosov, recimo, ko sem s tisto osebo, na katero sem navezana, je meni lažje, ko nekaj spijem, mi je lažje, ko recimo grem, ne vem, na igralni avtomat, mi je lažje, ko nekaj pojem ali zbruham, mi je lažje, In problem res nastane, ker je to zelo kratkotrajno, na dolgi rok pa v bistvu nam vse te stvari še dodatno povzročijo, da se še slabše počutimo v svoji koži, ker pol se še pa vsem tistim stiskam in slabim počutjem pridruži še pa krivda. In še nekako dobimo samo potrditev, vsi drugi zmorejo, sam jaz pa ne, z mano je pa nekaj res narobe, saj imajo vsi prav, In pri zasvojenosti, to bi še mogoče samo dodal, si brez kontrole oziroma nadzora. In nimaš izbire, ali bom šel za zasvojenost, ali ne bom šel. Se dostikrat reče, vsi ljudje, saj pa jaz lahko brez alkohola, lahko brez iger na srečo, lahko tega. Ampak globlje je, da vidiš, da izbire nemaš, da te dobesedno vleče, da je tisto, kar te vleče tja, močnejše od tvojega razuma in zavesti, da se ne moreš več upreti. In takrat govoriš, ta človek je pa zasvojen. Zdaj ste nam nakazali, da poznamo veliko vrst zasvojenosti. In v današnjem času je verjetno problem zasvojenost s hrano. Kdaj pa lahko nekdo zazna, da imam probleme z zasvojenostjo, s prehrano? Ja. Hrana, če se tako probamo malo živeti, je res tako v simbolični obliki. Če je družina zbrana za mizo in se prehranjujejo, to je res hrana je tudi v simbolični obliki, lahko rečemo, en način, kako se ljudje sporazumevajo, kako se razumejo. Ni samo hrana, zgolj tisto, da neseš v usta in nekako potešiš to svojo lakoto. Ampak tudi en stik, eno druženje, eno medosebno povezovanje, ali je to med družinskimi člani, ali je to med člani na kakšnem praznovanju, ali na kakšnem pikniku, ali kjerkoli. Ampak kdaj je res pravite, hrana, ko bi naj pomenila vir užitka oziroma nečesa lepega, pa se kar naenkrat zgodi, da ljudje prenehajo jesti ali jejo in zbruhajo, se pravi prenehajo jesti pri anoreksiji, ali pojejo in zbruhajo pri bulimiji, ali se dobesedno
prenajedajo, znažirajo, da so hladilniki prazni, ne, takrat govorimo o tem kompulzivnem prenajedanju. Ne. Zdaj je ena nova vrsta motenj hranjenja tudi, ki se samo ukvarjajo s temi dietami, koliko kalorij, tudi to je ena skrajnost. Ne. Se pravi, večkrat lahko govorimo o teh skrajnostih, različne tipe poznamo. Ne. Hrana, pa ne bomo rekli hrana. V tisti hrani je skrita bližina, je skrito, a jaz začutim, a jaz vem, kdaj je otrok sit, a jaz čutim, kdaj je lačen, ne, in ga tam malo spodbudim, ali ga pa že kar zasipam s tisto hrano, da ne bi bil preveč suh ali pa preveč obilen. In jaz mislim, da je tu tisti bistveni problem. Ker dejansko nekako se že od najzgodnejšega otroštva nekako v nas, ob starših, mogoče v primarni družini, pa seveda tudi, ko gremo v šolo, vrtec, ne, in tam vidimo nekako pričakovanja, kakšni bi naj bili, ne, in kaj je v redu in kaj ni v redu. In potem se nekako osredotočimo k eni popolnosti, ne. Ali popolnosti tega, kaj lahko čutimo, kaj je sprejemljivo, pa kaj ni sprejemljivo, ali popolnosti telesa, kakšno idealno telo, ali popolnosti, ne vem, tega, kaj vemo ali pa znamo, ne. In kadarkoli gremo v eno tako skrajnost, eno popolnost, zgubimo tisto bistvo, ne, zgubimo sami sebe, pa človeka, ki je čist enkraten, ne glede na to, v kakšni embalaži in na kakšen način, ne. In ja, tudi če sta dva čisto v redu človeka, ko pa si trudita biti podobno drug drugemu, pa v bistvu vse zgubita, ne, ostane praznina, ki jo moraš potem napolniti z nečim drugim, ne, in tista praznina je res, ja, moja enkratnost, jaz, moj potencial. Zdaj pa si poglejmo anketni rezultat, kaj pa ljudje mislijo, zakaj prihaja do motenj prehranjevanja. Zakaj pa mislite, da pride do teh motenj? Predvsem družba, televizija, revije, ampak mislim, da prvo je sošolke, sošolci, hočeš biti čim lepši oziroma pogreš skrajnosti in je stvar ravno obratna. Ravno poudarjam še enkrat, ja, poudarjam to ideal vitkosti, predvsem pa manekenke in vse to. Teh motenj pride ravno zaradi takega tempa življenja, cele dneve po službah, sin v šoli recimo, ne, pol kave in izmensko delo, recimo pri ženi tudi, ne, tako da smo malo skupaj in pol pač ješ, kaj ješ, ne, pa kje ješ, ne. Saj trudimo se, da smo čim več doma, koliko se pač da, ne, ampak ostalo pa po gostilnah. Zato, ker je naš svet ni idealni, si recimo ljudje jemljajo zgled po nekomu, ko je kot filmsko idealen, ampak v bistvu še je daleč ta resnica. Starši mogoče tudi so krivi, ker stremijo k popolna oblika telesa. Mislim tisto, ali pa naprimer, jaz imela sama problem pri otroku na sistematskem pregledu, prekomerna teža. Pred vsemi je bil otrok izpostavljen, avtomatsko je prišel domov, mami, jaz ne bom več jedla. Ne, je začela hrano odklanjati na ta način tudi, ne, mislim, to je ena taka stvar, medsebojno tisto, ne, debel si, ta oblika, da se potem začne na nek način bojevati s tem, pač prije do bruhanja, ne, da začne na ta način z bulimijo, anoreksijo, pač čisto odklanjanje, ne. To je težko poenostaviti, pa nakratko povedati, ampak običajno so v ozadju taki malo prezahtevni starši, pa majčkeno preveč čustveno hladni. Ker so ljudje precej izgubljeni in potem berejo tisto, kar pač jim servirajo in verjamejo, nič ne razmišljajo z svojo glavo, ne vprašajo stare babice, kako so živeli, kako so doživeli 100 let, zakaj so doživeli 100 let. Ja, zato ker dandanes otroci oziroma mladostniki prepuščeni samim sebi, ne vejo, kako bi se soočili s svojimi problemi, emocijami in potem je to posledica tega.
Slišali smo lahko, da imajo ljudje nekako podobno mnenje, tako kot sta vi dva rekla, zakaj pride do teh prehranjevanj. Gospod Jernej, vi ste prej začeli govoriti o vrstah motenj prehranjevanja. Bi lahko nam zdaj še malo bolj podrobno, oziroma še več jih našteli? Mislim, da se kar ogromno govori, piše, predvsem v zadnjem času, o teh motnjah hranjenja, ki vedno bolj prihajajo nekako v ospredje, ne. In sicer tako na splošno lahko rečemo, da ločimo 3 oziroma 4 vrste teh motenj hranjenja, ne. In sicer je to anoreksija oziroma strokovno anoreksija nervoza, bulimija nervoza, tudi te se na podtipa, zdaj ne bi v te podrobnosti šli. Pol je to kompulzivno prenajedanje, ne, in pa, kot smo rekli, motnja hranjenja, ki je utemeljena zgolj na teh dietah, preštevanju kalorij, na samih vegetarijanskih prehranah, ne. In kaj je res tako značilno za anoreksijo oziroma anoreksijo nervozo, ne. Tako kot vsi vemo, je to ta oseba v sebe vnaša zelo omejene količine hrane, ne. In jo na cesti bolj ali manj z lahkoto prepoznamo, ker je izgleda sestradana, ne. In po nekih merilih bi naj, pač glede na višino in telesno težo, ko pač pade to pod 80% pod to normalno telesno težo, to je to splošno rečeno, ne, bi naj govorili o anoreksiji, ne. Ampak ta telesni izraz, to je nekaj tako splošnega. Bolj bistveno je, kaj se v naši psihi oziroma v naši notranjosti dogaja, ne. In ta oseba, ki ima anoreksijo, je dobesedno obsedena in zasvojena in se dobesedno nenehno motajo po glavi misli o prehrani, o različnih receptih, kaj bomo kuhali, kako bomo kuhali, kje se bomo ustavili, kaj bomo jedli, s preštevanjem kalorij, z računavanjem, koliko sem pojedla, koliko sem porabila. Se pravi, to osebo tako zasvoji, da nima izbire, ampak da se samo s temi stvarmi ukvarja. Pol so to različne te kompulzivne telovadbe, da telovadijo tako, da več ne morejo, ampak še kljub temu izčrpavajo svoje telo, ker imajo občutek, da še niso dovolj kalorij porabili, glede na to, kaj so pojedli. In so pojedli mogoče en kolač, čist majhen, ne. A imam občutek, da morajo vse te kalorije porabiti, ne. Pijejo bolj ali manj samo vodo, ne, da ne bi dobili da bi čim manj kalorij dobili, ne. Zelo te ritualistično vedenje, se pravi, kako vrežeš hrano, kako kruh vrežeš. To je prav, ene rituale imajo, kako pripravljajo to hrano, ne. Se pravi, tako zelo na splošno rečeno, ne, ta hrana je dobesedno posrka in ne razmišljajo ničemer drugem, razen o tem, kar je povezano s prehrano. Anoreksija, ne, anoreksija. Pri anoreksiji lahko rečemo, da je zelo smrtna, izmed teh psihičnih obolenj. 10 let so spremljali te ljudi in so videli, da je kar 5% jih končalo so umrli, ne, od te bolezni, ne. V daljšem obdobju pa lahko rečemo, da 20% ljudi umre za to motnjo, ne, ker se dobesedno sestradajo, ne, in umrejo od lakote, ne. Največji vzroki so pa tukaj samomori, se pravi, da imajo občutek, da ne morejo več zdržati, da je tako grozno, tako jih zasvoji ta bolezen, ne. Pol drugo smo rekli, ta bulimija oziroma bulimija nervoza, ne, to je podobno kot anoreksija, te zasvoji s hrano, ampak s to razliko, da ti ljudje še tudi bruhajo, ne. Ti ljudje, če jih gledamo zunaj, imajo zelo napete oči, zelo izbuhle od tega pritiska, od tega napenjanja, ne. Da na stranišče se skrivajo, na skrivaj bruhajo, ne. Se pravi, oni umetno ali preko, da si prst porinajo v usta ali preko različnih laksativov, da to izbruhajo, ne. Ampak ti ljudje bulimični, oni so prav tako kot anoreksični, non-stop razmišljajo o tej prehrani. Vse se vrti okrog prehrane. Čist celotno dogajanje. To bi zelo na hitro preledal, da ne bi šli v podrobnosti. To kompulzivno prenajedanje pa je pač prenajedanje, ki ga včasih tudi bolj ali manj vsi uporabimo, ne. Ko smo malo žalostni, ko smo malo depresivni, ali ko smo pač osamljeni, ali kaj pojemo, ne. In se dobesedno, pa tudi kompulzivno, ko se dobesedno nažirajo svoje telo in imajo občutek, da brez hrane
več ne morejo, ampak s časom je to nekaj normalnega še, ampak vedno nastane en način soočanja z temi stiskami. Prav tako je pa ta motnja hranjenja, kjer se ljudje ukvarjajo s temi dietami, z vegetarijansko prehrano, tudi lahko velik problem, ne? Ker vidiš, da te to dobesedno okupira. Še Jerneja, Mihaela, se pričujem, dodali kaj? Ja, mogoče res pri tej hrani je res tisti najbolj boleč aspekt, je res to, da dejansko hrana postane edini vir sporočanja svoje stiske drugim. Edini način komunikacije z drugimi. In tako, namesto da bi govoril o svoji stiski, da bi lahko nekaj tisti razrešil, ne, posežeš po hrani. Se pravi, drugemu prek hrane pokažeš, da te nekaj boli. Ampak drugi tega pa navadi ne zaznajo, ne? Ker primarno že v nas te praznine ne bi bilo. In je mogoče res to najbolj boleč, pa tudi najbolj uničujoč krog, v katerega se vedno bolj pogrezamo. Preden pa gremo naprej, verjetno moram povedati, da ta motnja ni prisotna samo pri ženskah. Ja, večinoma se pojavlja pri ženskah, ne. Najbolj prizadene nekje v najstniškem obdobju, ne. To je zanimivo, zakaj ravno v najstniškem, ne. Mlada dekleta, ne, najstniška dekleta, ne, ker takrat dekleta nekako počasi odhajajo, čustveno se začnejo osamosvajati počasi v družine, iskati svojo identiteto. In tam, če ni staršev, ne, ki bi ti znali to na nek način ovrednotiti, te popeljati na nek način čustveno, ti mama oziroma ti oče predstavi, kdo je to ženska, kako se obnaša, kdo so to moški. Pa ne, da je to zdaj bil edini razlog, ampak tudi to je ena izmed vzrokov, ki te lahko porine v motnje hranjenja, ne. In če gledamo tu anoreksične, ne, kaj povzroči to anoreksijo, kaj te raziskave kažejo, ne, da ponavadi je tam en strog nadzor, vloge so zelo rigidne, zelo jasno določene, tu je oče, tu je mama, nenehno en strah, eno nasilje, ponavadi je tam oče, ki je zelo avtoritaren, mama, ki je čustveno otopela, bolj odsotna, ne. In ves ta napetost, otroci srkajo, ne, in če se tako probamo zavedati na tej simbolični ravni, kaj to pomeni anoreksija? Ta občutja strahu, terora, groze so tako močna, da jih ne moreš v sebe sprejeti, ne. In to pokažeš tako, da začneš zavračati hrano. Da jim daš vedeti, ne morem jaz tega sprejeti, ker imaš občutek, če bi vsa ta občutja prišla v mene, bi me dobesedno razžrla. In v tej simbolni ravni lahko rečemo, da je to eno zavračanje teh čutenj, ki jih otrok ne more sprejeti. Medtem ko pri bulimiji jih sprejme, ampak jih ne more predelati in jih zbruha. V simbolni ravni, ne? Ampak pri bulimiji je bolj tako, da so te vloge vse pomešane, da se ne ve, kdo je oče, kdo je mama, kdo je otrok, čustveno pomešane, ne? Da mogoče hčerka je tam čustveno povezana z očetom, sin je čustveno povezan z mamo in ne ve se več, kdo je kdo. In pri tem bulimiji ta občutja vsrkaš sebe in izbruhaš, ker ne gre jih predelati. Ali mogoče obstajajo pa kakšne raziskave, kakšen procent delež je pa moških, ki imajo probleme z prehranjevanjem? Ja, procentualno kaže, da bi ne bilo to, prav za moške sem vprašala, nekje 3%, 2 do 3% bi ne bilo moških. V zadnjem času se kar ta pojav nekako začel razširiti tudi med moškimi, ne? Ampak najbolj tipično je pa za ženske. Mogoče se pri moških odraža na drugačen način, ne? Tudi pri njih je zelo pomembno telo oziroma kaj zaužijo, ampak mogoče oni bolj grejo v tiste skrajne bio prehrane, zdrave prehrane, a ne? Fitness recimo, ja, en tak na nek način zdrav način življenja, ki je zelo v redu, a ne? Ampak problem pa postane, ko ta zdrav način življenja začne omejevati. Da zaradi tega ne moreš imeti prijateljev, da ne moreš imeti enega partnerskega odnosa, da imaš težave, recimo še druge aspekte svojega življenja, nekje živeti, ne, pol pa to postane težava. In tukaj lahko rečemo, ko pride, ne, ko se srečamo s temi družinami, ki imajo motnje hranjenja in pridejo tja k nam na pogovore oziroma na ta terapevtska srečanja, ne, in vidiš, da starši to zelo težko razumejo, ker to je res nekaj takšnega, da težko razumeš, da se otrok kar naenkrat odloči in preneha jesti.
in imajo občutek krivde, ali smo mi kaj krivi, ali smo kaj narobe naredili, vse smo ti nudili. Ne? In tu se ne gre, kdo je kriv, ali je starš kriv, ali je ono kriv, pol se med sebojno obtožujeta mož in žena, ti si kriva, ti si kriv, si mu preveč popušča, ti si mu preveč dala ali kakorkoli. Ne? Iskanje občutka krivda, kdo je kriv za to motnje hranjenja. Ne? Otrok je pa bolj ali manj sam v tisti čustveni stiski. Ne? Včasih celo na silo so jezni, so besni na njega, bo že videl, te bom spravil za mizo, ti bom že to žlico porinil v usta in te bo nekako na silo hranil, zakaj ne bi jedel, tisti otroci pa res tam nimajo hrane in ne jedo, ti pa bo se zdaj tu nekaj pretvarjal. Težko to nekako razumeti, vklopiti, da bi nekako to doumel, zakaj se tu gre, ne? Ker stiska je pa bistveno globlja. Ne? Večkrat tudi starši se nekako počutijo osramočene, da se to v naši družini dogaja, ne? In tudi bi ne reči, večkrat se to zgodi, da naj otroke nekako uredimo, ne? Ker oni nimajo nič s tem, ne? Ampak nujno se tudi starši morajo vključiti v ta terapevtski proces, v to zasvojenost, ker tukaj, ko je otrok, če ima motnje hranjenja, je dejansko na nek način bolana celotna družina. To je tako kot pri alkoholikov, ni samo alkoholikov, ampak je celotna družina na nek način vpeta v to dinamiko in mora biti tudi v zdravljenje. Ne? In kaj je tisto bistvenega najprej, da otroka sprejmejo takšnega, kakršnega so, da se ga ne posiljuje s to hrano, z ne vem čem, ampak da se nam proba čist približati in videti, kaj je res ta stiska, ki jo on izraža. Vse mogoče starši nič nimajo tukaj pri tem, da bi rekli, zdaj so pa sigurno starši krivi nekaj pri tem motnje hranjenja. Niti slučajno, ne, glede na to, kaj smo rekli, kako je družba naravnana, same mediji, je lahko čisto nekaj naravni pojav. Ampak če otrok takrat čuti, da v tej stiski ni slišan in da starši globljeno začutijo, kaj je spodaj pod to hrano, takrat pa otrok res lahko pride v takšno stopnjo, da te težave s hrano se vedno bolj stopnjujejo in lahko ogrozijo celo njegovo življenje. In to vidimo, koliko je to v bistvu ta korak težko narediti. Ne? Res si dovoliti začutiti otroka, ne se tam začutiti krivga, ne skušati iskati krivca, ne vem, drugje, zunaj, pri sosedih, ne vem kje, ne? Ampak res probati slišati to stisko. Ne? Ker tu pa res ta otrokova stiska najbolj očitno se nam pokaže, kako moč dejansko ima nekaj, kar jaz vidim v ogledalu. Ne? Drugi tam vidijo nekaj čist drugega, drugi vidijo tam eno punco, ki nič ne manjka, ki ima dobro postavo, ki ima veliko prijateljev, ki je v šoli ponavadi zelo uspešna, ne? Še kakšna športnica povrh, v bistvu punca, ki jo sošolke zavidajo, ampak ta punca pa v sebi nosi tako stisko. Ona pa karkoli naredi, kjerkoli se vidi, se čuti, da ni v redu, da ne paše tam, da ima prijateljice, ampak da nima nobene prave prijateljice, ki bi jo razumela, ki bi jo slišala, da ima starše, ki vse dajo, ne, ki jo vozijo na, ne vem, treninge, ki po zadnji modi recimo obleke kupujejo, ampak nima pa tam mame, ki bi razumela, da je težko. In ni nujno, da so starši kaj krivi. Ne? To se mogoče se prej pozval izpostaviti zelo zanimiv podatek, ne? Da je kar od 10 je 8 deklet je doživelo spolno zlorabo, ne? So bili spolno zlorabljene, ne? In nekako preko tega svojega stradanja kažejo, kaj se jim je zgodilo. Ne? Mogoče so bile spolno zlorabljene, se ni tega ne spomnijo v tej rani mladosti, ne? Ampak telo pa vedno pomni in kaže in govori o tej svoji bolečini. Ne? In koliko je to pomembno, da mi prisluhnemo temu svojemu telesu, kaj sporoča. Ne? Ker spolna zloraba te zaznamuje za celotno življenje. Ne? Mogoče to zlorabo nek tujec, ne? Da mama in očeta nimata ničesar pri tej zlorabi. Ne? Ampak če tukaj one dva, mama in oče, zgubita v tej največji stiski otroka, ki jih on najbolj potrebuje, ne? Otroka zaznamuje zavedno. Ne? In ta spolna zloraba bo šla vedno huje. Ne? Zdaj bi si še pogledali zadnje anketno vprašanje. Kaj ljudje mislijo, kako pogosto je v današnjem času prisotna motnja hranjenja?
pogosta se vam zdi ta problematika v današnjem času? Jaz mislim, da je zelo pogosto. Mislim, da je tu enih 80% ljudi se tako prehranjuje, ne, na tak način. Ne. Ali pa še slabše. Ne. Eni, ko imajo manjše plače, še si to ne morejo privoščiti. Ne. Tako da bolj so na hitri hrani ali pa kaj vem, slimvič. Vedno hujša, ker si preveč ljudje jemljajo po neki osebnosti, ki to sploh ni, ne, kot mediji, recimo, ne, filmski, hollywoodski igralci to, ampak ta osebnost še je daleč od resnice, primer, ne, ker pol s časoma vidimo, da tudi takšne osebnosti je samo človek, ne, in tudi pol zaide v alkohol, droge in vse ostalo, ne. Tako da še daleč od popolne osebnosti, tisti, ki si jemlje pač vzor po tej osebnosti, ne. Kako pogosta pa se vam zdi ta problematika v današnjem času? Kar je, ne, ko si enkrat, mislim, ko vidiš to, ko noter padeš, je to zelo dosti tega, ne. Drugače pa vsak si mislim, nam bo to prihranjeno, ne. Je v porastu, zato ker so nasplošno tudi motnje osebnosti v porastu zaradi vedno več razbitih družin. Ja, upam na to, da bo vedno manjša, ne. Zelo pogosta. To ne vem. Včasih vidim tu pa tam kak je primer, drugače pa ne vem pogostost kakšna je. Vedno bolj, kaj pa vem, se mi zdi, da je vsak peti, mogoče recimo, da je že tak, ne. Zdaj, če gledamo v obe smeri, v debelost ali pa v suhost, je pa še več, ne, pa že polovica ali pa še več tega, ne. Mislim, da se v zadnjem času še dosti pogosteje pojavlja, kot je bilo to v preteklih letih. Vedno bolj in bolj. Vse v 12-letnice vidimo strašno shujšanje, tako da mislim, da je ta problem vedno večji. Ljudje se zelo zavedajo te problematike motnje s hrano. Zdaj pa za konec, če bi povedala kako zaključno misel. Jaz sem nekako začel s tem, tudi zaključil, kar se mi zdi nekako bistveno, ne. V temelju hrana pomeni en užitek oziroma eno potrebo, s katero lahko zadovoljiš svoje čisto fiziološke potrebe, ne. In mislim, da bi hrana poleg te fiziološke potrebe morala res postati en simbol, preko katerega se ljudje povežemo. Se pravi, da bi hrana postala na simbolni ravni, da bi se hrano delilo z eno rahločutnostjo, da bi se hrano pripravilo z rahločutnostjo in da ko bi se sedli pri mizi, da bi vedeli, da je poleg tega, da niti ne veš, da se prehranjuješ, ampak da je tistega temeljnega pomena ta pogovor med družinskimi člani, da se spoznavajo, da se vejo, da je to res ena priložnost, kjer lahko podelijo te svoje najgloblja čutenja. To ne pomeni samo grozno čutenja, daleč od tega, ampak da lahko si izmenjajo svoje izkušnje, mnenja, ne. Kajti tam je tisti temelj vsega, kjer spoznaš, da je res hrana več kot samo za potešitev lakote, ampak nekaj več. Predvsem pa bi se oslonil tudi na tiste osebe, ki imajo to težavo z motnjami hranjenja, ne. Da nekako se zavejo in se rečejo, bolj ali manj je tukaj potrebna strokovna pomoč, ne. In da se zavedo, da bolj ali manj tega sami ne bodo mogli razrešiti. Sigurno lahko gre tudi za odrasle osebe, ne, da si sami poiščejo pomoč. Oziroma v primeru, kjer so starši in otroci, da se starši toliko ukrepijo in grejo preko tega sramu, občutka krivde in rečejo, želimo svojih hčerk oziroma svojemu sinu najboljše, bomo poiskali strokovno pomoč in se pomenili, kaj in kako iz tega ven. Predvsem pa, da otroka sprejmejo s to stisko, ki jo ima, in ga ne posiljujejo s hrano, se ne obmetavajo, ali si ti bolj kriv, ali sem jaz bolj kriv, ampak da sprejmejo to stisko, to težavo in rečejo, mi pa verjamemo in bomo to rešili, ne. Še Mihaela? Ja, mogoče res motnje hranjenja so dejansko bolezen, ne. In večkrat se zgodi recimo, da posamezniki z motnjami hranjenja se začnejo sami obtoževati, z mano je nekaj narobe, jaz sem kriva, jaz sem slaba, jaz sem takšna in drugačna. Pa to ni res, ne.
To je bolezen in na tej fazi človek sam zelo težko izplava iz tega cikla, ne rabi nekoga, rabi eno oporo. In je prav, da si to oporo dovoli sprejeti. Pa naj jo vidi ali v starših, ali prijateljih, ali recimo najdejo pot, pa pridejo na strokovno pomoč, ne? Da si dovolijo biti nepopolni. Zakonca Kovač, hvala vama za ta prijeten pogovor. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vzemite si čas za sebe in čas za drugega. Saj namreč preko pogovora boste lahko rešili marsikatero težavo. Srečno!